Pozdravljeni! V današnji oddaji se bomo podajali v zgodovino, iz katere se lahko učimo in ki nas mnogokrat lahko preseneti. Najprej vas vabimo na grad Slovenska Bistrica, ki je bil nekoč last grofov Atemsov. Po več kot 2 stoletjih je tam ponovno zazvenela glasba, ki so jo izvorno izvajali na tem gradu. Pred dobrim letom so namreč muzikologi odkrili dragoceno družinsko glasbeno zapuščino, zbirko not, ki je bila last grofa in grofice Atems, ki sta bivala na gradu Slovenska Bistrica v 18. stoletju. V viteški dvorani tega gradu so glasbo grofov Atemsov ponovno oživili glasbeniki ansambla Musica Cubicularis. Ansambel Musica Cubicularis, katerega zasedbo priložnostno sestavljajo vrhunski slovenski glasbeniki, se posveča izvajanju starejše glasbe na zgodovinskih inštrumentih. V svoje koncerte redno vključuje tudi manj znana in še neobjavljena dela. Na gradu Slovenska Bistrica so s sopranistko Bernardo Bobro poskrbeli za avtentično glasbeno doživetje, kot so ga pred 200 leti pripravljali grofje Atemsi. Jaz se že dolgo ukvarjam nekako s to slovensko glasbeno zapuščino in to je nekaj, kar smo šele v bistvu lani prvič slišali, oziroma jaz sem prvič pogledal note in tako naprej. In seveda to so parti, to je se pravi izvirni zapis, nekatere skladbe izvajamo iz izvirnih, se pravi kopij izvirnih rokopisov. Večino skladb sem pa sam prepisal, se pravi jih nekako spravil v partituro in tako, da imamo nekako pregledno, da jih lahko ne popravimo, recimo napake, ki so jih verjetno takrat odkrili pri igranju, da jih lahko že vnaprej popravimo in tako naprej. Tudi besedilo, recimo besedila pri arijah je bilo treba dešifrirati na nek način. To je baročna glasba, njena karakteristika je lahkotnost. Isto kot je bila takrat tudi arhitektura, je bila zelo dekorativna, življenje samo je bilo zelo parfumirano. To je glasba polna fioritur, okrasko, čipk na nek način, to spada vse skupaj v ta slog 18. stoletja. Najdeno izvorno notno gradivo Atemsov je bilo za muzikologe veliko odkritje. To glasbeno zapuščino smo pravzaprav našli slučajno v iskanju drugih glasbenih virov starejše glasbe, torej 18. stoletja. Našli smo jo v Pokrajinskem arhivu Maribor, prihaja pa iz zbirke Graščinskega arhiva Slovenske Bistrice. Torej gre za en fond glasbenik, ki je bil po vojni odtujen prav tu iz tega gradu v Slovenski Bistrici. Na glasbenem fondu so zapisana imena prvotnih lastnikov in to sta bila grof Ignac Marija II. Atems in njegova soproga Jozefa. Imamo letnico 1744, ko je bil narejen nekakšen popis teh arij, torej datacija je precej sigurna. Grof Ignac Marija je bil pa še zelo mlad, pravzaprav pravkar poročen s to gospo Jozefo. Te note so v celoti popisane, torej vsake note posebej, točno je določeno, kadar je šlo avtor in za kakšne note dejansko sploh gre, in to je bilo potem narejeno tudi za eno tako bazo podatkov, ki na evropskem nivoju zbira vse notne vire in so torej tudi te naše note vključene v tole zbirko. V zbirki je, kot sem že rekla, okrog 100 arij za sopran in basso continuo in še dodatna glasbila in nekaj okrog 10, morda ducat inštrumentalnih skladb. Predvsej jih je za prečno flavto, takrat dovolj novo glasbilo. Iz tega sklepamo, da je grof sam igral flavto, kajti na teh notah je podpisan on, na večini arij pa grofica. Stilno so to kot italijanske arije antike, ki jih poznamo, recimo Stradella in tako naprej. Nekaj jih je kar zahtevnih, ko so tudi recimo kolorature že izpisane, ritmično komplicirane. Tako da mislim, da je grofica kar obvladala petje, če je res ona te skladbe izvajala.
Potem recimo je zelo veliko skladb je anonimnih, se pravi, da v tem rokopisu ne piše, kdo jih je napisal, kar seveda nič ne pomeni in v ničemer ne zaostajajo od tistih skladb, ki so pripisane različnim skladateljem, ampak so zelo zanimivi. Recimo med njimi je ena kantata, ki jo tudi izvajamo za sopran in basso continuo in mene bi zelo zanimalo, kdo je napisal to skladbo. S pomočjo Muzikološkega inštituta je gradivo Atemsov v Pokrajinskem arhivu Maribor ustrezno evidentirano in dostopno javnosti. Takrat so se počasi že pojavljali recimo od instrumentov s tipkami tudi zgodnji klavirji s kladivci, ki so omogočali tudi zelo fino in zelo, rečemo temu, dinamično kontrolirano igro. No, res pa je tudi, da so takrat bili v uporabi zelo pogosto klavikordi. To so pa inštrumenti, ki so v bistvu omogočali dinamično igro, bili pa zelo, zelo tihi, tako da jih ponavadi nismo slišali v zasedbah z drugimi inštrumenti, ampak so samo solistično bili namenjeni predvsem hišnemu muziciranju. Neka posebnost pri zasedbi so sonate za flavto, v zbirki so 4 take sonate in niso z običajnim generalnim basom, ampak je prav izrecno sta 2 parta in sicer eden je za flavto, drugi je za violončelo, se pravi nekako brez inštrumenta s tipkami, brez čembala, kar verjetno kaže na to, da so recimo da je dinamika bolj fleksibilna bila in tako naprej. In recimo to je ena taka praksa, za katero sem jaz prepričan, da je bila zelo razširjena takrat, ampak je danes tako rekoč ne slišimo, sploh pa ne s flavto in violončelom. Glasba visokega poznega baroka je poslušljiva in lahkotna, izvajali so jo s klavikordi in drugimi inštrumenti. Ta zbirka je za Slovenijo neprecenljivega pomena, kajti posvetne inštrumentalne glasbe v obliki notnega, primarnega gradiva tako rekoč ni na slovenskem prostoru. Po drugi strani pa je zelo zanimivo in dragoceno zato, ker dokazuje, kako visoka je bila raven muziciranja tudi na gradovih v današnji Sloveniji, predvsem tu na Štajerskem, kjer so bili plemiči zelo bogati. Naslednji del oddaje namenjamo zgodovinskemu spominu. Pod skupnim naslovom Šoa spominjamo se potekajo do konca januarja v Mariboru in drugih slovenskih mestih številne prireditve na temo judovstva in holokausta. Potujoča razstava Ana Frank, zgodba za sedanjost, je s temo judovstva in holokausta seznanila tudi mlade. Poglejmo, kako so gostujočo razstavo razširili še s pogledom na lokalno judovsko zgodovino v Mariboru, lani na Prvi gimnaziji Maribor. Ana Frank je za svoj 13. rojstni dan dobila album za avtograme in se odločila, da bo vanj pisala dnevnik. Istega leta se družina skrije pred nacisti v firmo Ota Franka in tam preživijo 2 leti, do avgusta 1944, ko je tudi Anin zadnji zapis v dnevniku. Ko družino odkrijejo na podstrešju hiše, jo odpeljejo v koncentracijsko taborišče. Izpustitev iz taborišča je dočakal samo Anin oče, ki je objavil hčerkin dnevnik. Danes je dnevnik Ane Frank preveden več kot 55 svetovnih jezikov. Podstrešje v poslovni stavbi v središču Amsterdama je danes spremenjeno v muzej. Zgodba Ane Frank v obliki gostujoče razstave nagovarja mlade na osnovnih in srednjih šolah, kot živ spomin na holokaust skozi usode posameznikov. Njena zgodba je vsebinsko dopolnjena z avtentično mariborsko zgodovino, naslovljeno Anini mariborski vrstniki. To je gostujoča razstava iz Amsterdama, gostuje že nekaj časa po Sloveniji. Mi z sorodnimi inštitucijami, kot smo pač mi, kot Kulturni center judovske dediščine, dobro sodelujemo, izvrstno sodelujemo tudi s Prvo gimnazijo in tako smo zlasti na pobudo profesor Hajdinjaka se odločili in ta projekt široko podprli, tudi z našim da tako rečem, avtentičnim delom, to je o zgodbah Aninih mariborskih vrstnikov.
Mariborska judovska skupnost je pred začetkom druge svetovne vojne, zadnji natančni podatki so iz leta 1937 štela 113 ljudi, kar je precej malo. Ampak vseeno treba biti pozoren na to, da je tega istega leta 1937 bilo v mariborskih osnovnih in srednjih šolah skoraj 30 otrok judovskega porekla, kar je pa seveda dokaz, da je bila ta populacija pravzaprav v veliki meri vitalna, kar je bilo seveda tudi povezavi s tem, da je Maribor takrat zelo močno industrijsko središče bilo. Nekateri se niso uspeli rešiti pravočasno, tako recimo tale deklica tukaj, ki jo vidite na sredi, fotografirana leta 1941 v Beogradu, ki je verjetno se skrivala, leta 1942 bila odkrita in potem ustreljena v Beogradu. Medtem ko njena vrstnica, vidite tukaj na njeni desni, je pa ta gospa, ki vidite tukaj lansko leto marca, ker je preživela. Po zelo taki pustolovski poti je leta 1943 celo med vojno se uspela prebiti do Palestine, ne. Po vojni je sicer živela v Italiji, še vedno živi v Italiji, je sicer zelo stara, ampak še vedno zna slovensko. Ali se holokaust lahko ponovi tudi danes? Mladi vidijo mnogo vzporednic tudi z današnjim časom. Zanimivo je predvsem zaradi tega razstava, ker potegnemo lahko sporednice z današnjim časom. Torej, tudi tu se je zgodilo, v Mariboru se je zgodilo, se dogaja, da brezposelnost je večja, ljudje so nezadovoljni, tak sistem imamo, vrste za hrano pri Rdečem križu se večajo in tudi v Nemčiji je takrat bilo tako. In to je bila tista atmosfera, tisto ozračje, ki je omogočilo, da se je vzpon takega človeka, kot je Hitlera, ne. In v bistvu tudi danes imamo vse možnosti, da se med nami vzpne tak človek z izredno karizmo, sicer ampak z takimi usmerjenostmi, naprimer antisemitičnimi, ne, da mu je uspelo, da je on naredil tak genocid, da je ubil 6 milijonov Judov, nas razstava lahko marsikaj nauči, ne, da bomo mi to poskušali preprečiti. Na 3. gimnaziji Maribor pa so ob letošnjem dnevu spomina na žrtve holokausta odprli razstavo Holokaust od 1933 do 1945, pogum, da se spominjamo. Razstava, ki so jo videli že v 19 državah, v besedi in sliki prikazuje trpljenje evropskih Judov od prihoda nacistov leta 1933 do propada nacistične Nemčije. Poglavje, ki se zdi oddaljeno, opozarja, da sovraštvo do drugače mislečih še danes ni povsem izkoreninjeno. Spomin na judovsko skupnost v Mariboru še posebej obujajo v sinagogi Maribor. Maribor se je kot prvo slovensko mesto priključil projektu Tlakovci spomina, ki sicer poteka že od leta 1994 v več evropskih državah. Ob temni plati judovske zgodovine, ki se spominjamo v teh dneh, želimo predstaviti še del značilne judovske kulture, ki jo v glasbi zaznamuje klecmer. V studiu se mi je pridružila glasbenica, violinistka Vesna Čobal, članica zasedbe Kontrakvartet. Pozdravljena. Pozdravljena. Kontrakvartet je glasbena skupina, v kateri ste se povezali 4 glasbeniki z skupno željo raziskovati svet tradicionalne judovske glasbe. Združila vas je glasba, ne judovske korenine katerega izmed glasbenikov. Kako ste se našli? Zgodovina naše skupine Kontrakvarteta sega kar nekaj let nazaj. Takrat sta Peter, kitarist in kontrabasist Branko, osnovala skupino z namenom, da ustvarjata nekaj, kar je bilo osrečilo. Skupina je imela takrat drugačno zasedbo, bil je še klarinet, kasneje so se razšli in nekaj let nazaj sem se pridružila jaz, kasneje pa še Daliborka, harmonikašica. Ste ena redkih zasedb, ki igra klecmer glasbo. Kaj točno zaobjema ta pojem klecmer in kakšen stil glasbe je to? Klecmer glasba prihaja iz jugovzhodne Evrope. Je glasba judovskih trubadurjev, ki so potovali, se selili in zato zajema skladbe različnih pokrajin. Tako slišimo melodije, ki prihajajo iz Rusije, Ukrajine, Balkana, veliko je tudi romunske glasbe, bolgarske. Kasneje pa so se glasbeniki selili in najdemo tudi prizvok džeza. To je klecmer glasba, ki lahko rečemo je zelo čutna glasba, vesela, dramatična glasba, polna strasti, tako da poslušalca in tudi glasbenike nikakor ne pusti ravnodušnega.
Obstaja razlikovanje med tradicionalno klecmer glasbo in sodobnim klecmerjem. Kakšen je recimo vaš repertoar? Za nas bi lahko rekla, da igramo res tradicionalno glasbo. Seveda z malo našimi priredbami in aranžmaji. Obstajajo pa sigurno tudi obstaja klecmer, ki ima pridih, kot sem rekla že prej, malo džeza, improvizacije, ampak to je nekje ostaja pri takih koreninah, ki se klecmer izhaja iz 15. stoletja. Vsekakor se je spreminjal v tem času, ampak osnova je nekje ista. Kakšna pa je zasedba glasbil, inštrumentov v klecmerju? Zanimivo, pri vas ni klarineta zdaj, ki ga včasih slišimo kot tisti vodilni inštrument. Kakšna so pravila glede tega? Harmonika, kitara, kontrabas, kot ste rekli, klarinet. Včasih zasedimo tudi tolkala, no in pa violina. V velikih skupinah je prisotna tudi violina. Je klecmer tudi vokalna glasba? Včasih tudi, oziroma lahko rečemo kar precejkrat, ampak mi se zaenkrat še nismo odločili. Mogoče bomo pa kdaj razširili skupino in pridobili kakšno pevka ali pevca. Pred 2 letoma ste se udeležili enega največjih festivalov klecmer glasbe v samem Izraelu. Lani ste bili na podobnem festivalu v Zagrebu. Kakšna izkušnja je to za vas? Velika pozitivna izkušnja. V Safadu v Izraelu smo bili prva slovenska skupina, ki je nastopila na tem festivalu. Glede glasbenega vidika izredno dobra izkušnja. Mogoče glede organizacije pa ne takšna izkušnja. Z velikim veseljem bi se še enkrat udeležila, ampak mogoče z eno drugačno organizacijo. Ja, v Zagrebu pa zelo, zelo dobro. Zelo. To je bil teden izraelske kulture v mesecu decembru 2013 z zelo dobrim odmevom. Publika, poslušalci so bili izredno zadovoljni in nas vabijo še dalje v hrvaška mesta. Klecmer naj bi doživel preporod v 80. letih prejšnjega stoletja. Kako priljubljen pa je danes? Kako ga občutijo, kako ga sprejemajo poslušalci, občinstvo, ki recimo ne pozna tradicionalne judovske glasbe? Mogoče so na začetku malo zadržani, ker ne vejo, kaj je to klecmer, ampak po vsakem koncertu smo doživeli res navdušenje. Kajti res, kot sem povedala, je glasba polna strasti, čustev, veselja, žalosti. Vsaka skladba ima eno zgodbo in ta zgodba je prikazana na dramatičen način skozi glasbo. In so potem poslušalci navdušeni, z veseljem nas obiščejo naš koncert še naslednjič. Zanimivo je tudi vaše ime, Kontrakvartet. Kakšne ste si sicer zadali cilje znotraj vašega sestava? Se lotevate tudi drugih etno-izvornih glasbenih zvrsti? Nekako želimo ostati zvesti zaenkrat še klecmerju, mogoče pa v prihodnje tudi kaj drugega. Ampak zaenkrat bi še radi razširili repertoar, mogoče še posneli kakšno zgoščenko v prihodnje. Bomo videli, kaj bo čas dopuščal in tudi kakšne bojo naše ideje. Želim vam veliko uspešnih nastopov in hvala za obisk v studiu. Hvala tudi vam. Dragi gledalci, od vas se poslavljamo s klecmerjem, tradicionalno judovsko glasbo, ki jo izvaja mariborska etno skupina Kontrakvartet. Vabljeni v našo družbo prihodnji teden.
Thank you.